You go, girl. Boštjan Anžin, Janja Lakner Anžin ali Anžin Lakner? Kakšno je zaporedje? Ali sploh ni Anžina? Je zaporedje, je pa Lakner Anžin. Si želela kdaj, da? Ok. Živijo obema v štartu 14. sezone Metinega čaja. Dej, povejta, a je Boštjan pa Janja, dobro, ajde Boštjan, da se ne bosta prekrivala, 13. nadstropje, obstaja to v Srbiji, a so oni vraževerni? A sta vidva vraževerna? Pa ne, jaz nisem 13, ni, je pa kaj drugega. Tam je kar naprej nekaj, moraš imeti neko seme, neko pšenico moraš nositi s sabo, kamne, take stvari, Res. tako da veliko tega je. Ne, to je, Ja, no, mislim, razlog, da to je neka Nataša to interna sprašuje, fora, je, da Aljaž, je kar v povej, no, normalnem okej. štetju Evklidove matematike in pač resnega razvitega sveta je to 13. epizoda podcasta Met in čaj, ne? Nataši, Sezona. sezona, to vedno mislim, Sezona, sezona, res je, ne 13. epizoda. sezona podcasta Met in čaj, epizoda številka 303, približno. Velik, epizoda velik. Veliko. Tako, ampak Velik, Nataša je pač razvila zadnje čase neko vraževerje, ukvarja se z retrogradnim Merkurjem, zdaj po novem tudi s številko 13 in evo bova imela zdaj celo sezono, se bova prerekala o tem, a je to 13. ali 14. sezona. Ne, Aljaž, preveč agresivno to jemlješ, to ni prerekanje, jaz si pustim prostor odprt, da slišim razmišljanja imaš ljudi ta- na to temo. To ni, mora biti tako ali pa tako. Jaz vem, da imaš ti prav, ampak Zabeležimo datum in uro, raziskujem, 16:45, kam lahko gremo 17:09, s ko je tem? Nataša rekla, da imam prav. Ja. Skratka, ti imaš ta pahorjanski prav imaš. 2008 moment, ne odprimo ta prostor, ne, v redu. Ja, tako. In danes ga bova odprla, spoštovani in spoštovane, za odličen dopisniški par, ki je čisto frišen nazaj iz Srbije, iz Beograda v Sloveniji. Zdaj ta povedati, recimo Janja, ti začni, kako izgleda ta prehod. Zdaj sta, snemamo 17. septembra, dobra 2 tedna sta doma. Tako. Težko rečem, kakšen je ta prehod, zaradi tega, ker večinoma smo se ukvarjali s škatlami in pa vrečkami in pa s tem, kako se postavimo že spet nekje na domačo grudo. Vrnili smo se tudi na televizijo, že tretjič v bistvu. Tako da, ja, ko bo konec tega prehoda, bom lahko šele ocenjevala, kakšen je bil ta prehod, ker vendarle, ne, poleg škatel in vreč, so stare, nove stvari, na katere se je treba pa vse navaditi. 10 let, skoraj 10 let, ne, vendarle ni tako majhno obdobje. 2 mandata, ne, 10 let, pa to tretja, vidva sta bila Berlin, pa kaj še? In vmes leto pa pol in potem Beograd, 2x 9 let pa pol, se pravi v bistvu 19 let, ne, v tujini. Tako da, ampak jaz moram povedati, da jaz sem bil 14 dni na dopustu potem takoj, tako da jaz sem v bistvu čist frišno tukaj. In se še nisem aklimatiziral. No, Ne, poglejta, kar da saj imam izvoli, Aljaž, si hotel nekaj dodati, jaz Kar sem prej izvoli, pozabila štartati kar z izvoli vajo. ti z Ne, kar osnovnimi daj. parametri. Ok, in osnovni parametri so, da za tiste, ki vaju ne poznajo, da se predstavita, povesta, kako sta se znašla v medijih. Zdaj, Boštjan, ti si že bil gost Metinega čaja, ampak vseeno, daj nas odpelj, kje si začel. Bom pa odpeljal, zato ker se kar naenkrat srečamo zelo hitro z Janjo, ne. Jaz sem najprej nekaj malega pisal za Anteno, potem sem videl razpis na Kanalu A, ker sem bil tam v srednji šoli, in potem je bila avdicija in potem sem bil sprejet na tej avdiciji in potem sem prvič prišel v desk in je tam sedela Janja, ki nas je pričakala zato, da nas bo uvajala v to, kako se delajo kratke novice. Tako da potem so bila najprej sodelavca, potem več, zdaj sva pa vse naenkrat, ne. Zdaj sva pa 24 ur na dan sreča. Propot, ne, številki 13, tako da so postala malce več kot sodelavca, pa polna luna je bila. No, hvala, Janja.
Čakaj, ti si pa tudi že od štarta, od forever, ker ti si svoje čase tudi kot, zdaj si v malo drugi vlogi, ne? Ampak si bila tudi prej v eni drugi vlogi. Daj, prosim, zaupaj nam, no, tvojo novinarsko pot. Jaz sem začela svojo novinarsko pot že v prvem letniku fakultete, preko avdicije za Radio Glas Ljubljane, kjer sem bila kar dolga leta, ker radio je vendarle moja prva ljubezen bila, na nek način je še vedno, ampak ko začneš enkrat odkrivati čare televizije in pa možnosti ustvarjanja preko slike tudi, ne, sem enostavno potem ostala na televiziji in že tretje desetletje teče, kar sem zvesta tej hiši, tako da, ja. Čak, redakcije si pa katere menjala, bila v njih? Bila sem najprej na notranji politični, kjer sem pokrivala zdravstvo pa socialne teme, delala tudi za tednik, postavila na noge oddajo Pomagajmo družini, ki je imela najdaljši staž kot akcija na televiziji. Po vrnitvi iz Berlina sem se odločila, da grem na otroški program, kjer sem se ustvarjala, pa tudi urednikovala oddajo Infodromno, potem je padla odločitev za Beograd, smo šli v Beograd. Zdaj trenutno sem pa na izobraževalnem programu, kjer delam za oddajo TV Klinika, ki je zelo zanimiva, zelo simpatičnim voditeljem, tako da v končni fazi se že spet vračam na svoje prvotno področje, to je zdravstvo in to je to, ne. Kaj bo pa naprej, pa ne vem. Evo, vidiš, obetenti jaz lahko razložim, da smo največ živcev v življenju in na dopisništvu izgubila zaradi tehnike, nič drugega ni tako grozno kot tehnika. Sploh ne govori. Sploh ne govori. A veš, ta silen napredek, da niti ne omenjam snemanja na daljavo in vse te aplikacije. Ja, če ne rabiš tega posnetka nikjer kazati. Če pa hočeš to profi uporabljati, pa lej, boga mi, 101 aplikacijo sva že probala in ti rečem kar nekaj izzivov. Ja, tudi midva ta tehničen del, v bistvu je meni osebno, no, ne vem, kako je vam, ampak meni osebno je tudi v času, ko sem bila kot dopisnica, vsebinski del daleč najlažje pripravljati. Absolutno. To je tako, najrajši ga imam in mogoče mi je zaradi tega najlažje, ne. Ampak vse okoli, jaz ne vem, a imata vidva isto. Saj ne vem, kdo je pri vama bolj za te Sem stvari. Sigurno Boštjan. Ja, ampak v Tega osnovi ni ne. časa, da se poglablja v te zadeve, ne, jaz pa o tehnologiji tako svoje mnenje in o projekte in o vsem tem. Hvala, ga delim. Aha. Čeprav ne vem, kakšen ga imaš, hvala, ga delim. Glej, sem že pred, ne vem, 25 leti svoje diplomski nalogi pisala, da kako naj bo postalo v končni fazi orodje tehnologije, ne pa tehnologija naše orodje. Ker sem študirala še filozofijo poleg novinarstva, ne, in sem pač delala diplomo v tej smeri, ne, bolj etika, tehnologija, ljudje in posledično vladajoče elite in tako naprej, ne. In ja, mislim, kolikor bi nam to lahko olajšalo življenje, nam ga absolutno ne. Sem imela, moje najboljše reportaže, ampak res, ene 3 najboljše reportaže so bile vse objavljene naslednji dan, zato ker jih nismo spravili do Ljubljane. Ena je bila iz Turčije, iz No. Kiosa, ena je bila, dobro, Jablanico smo potem poslala skozi, tako da smo se vozila z avtom po Jablanici in iskala, kje je signal in pol tam stala, tako da tehnika mene ubije. Res, novinarstvo Ja, potem tudi. včasih imaš prav slabo vest, da imaš občutek, da si se premalo ukvarjal s tem delom, čeprav je vse zrihtano, ne. Čeprav ne, a veš, totalno seveda pomemben del, ne, ki je pa popolnoma brez veze, če ni onega vsebinskega. Mislim, super imaš lahko kable pa linije, ampak če vsebinskega dela nimaš, pač lahko motaj kablove in končan del, ne. Ne, jaz pač čutim vso izvoli, to jaz sem te prej prekinila. tehnološko bolečino, ne. Ker seveda dela vedno do točke, ko jo najbolj rabiš. Takrat, ko jo pa najbolj rabiš, pol pa ne dela. Ampak, Boštjan, hotel sem nekaj drugega vprašati. Ko si še prednje Nataša šla z tem klasičnim metinočajevskim kdo sta in kam sta, si omenil, da si bil 14 dni na dopustu. Kako za dopisnika izgleda dopust? A greš domov? Ne, sej, jaz sem 31. avgusta zaključil in prišel 1. septembra v Ljubljano in takrat se je uradno moj dopust začel, tako da sem bil 6:30 zjutraj na radiu in imel 1 uro pogovora, potem sem bil na drugi strani, potem sem pošiljal račune v Beograd in rihtal vse to, tako da v resnici to ni nek dopust, no, ampak
probaš se malo odklopiti od vsega tega, ker res to je bilo preveč vsega in potem še ta selitev zraven in potem še tukaj kup vprašanj, kaj bom počel, vsako nadstropje ti pripoveduje nekaj drugega, ne, eni pravijo, da grem na radio, drugi, da na Odmeve, tretji pravijo, da grem v gospodarstvo, skratka, ti pa si drugi dan tukaj, ne, tako da, ja, ni Okej, tako ampak- v resnici, no, ampak če ga ne Ampak bi ko bilo, ste sploh bili ne vem. pač zdaj v Beogradu, prej v Berlinu, kakorkoli, kako izgleda dopust dopisnika in njegove družine? Ne, mislim, to, da bi se zdaj jaz uspel odklopiti vsaj za en dan, to ni, ne. Zaradi tega, ker vse, kar zamudiš na dopustu, potem pride za tabo in je bolje, da si v bistvu vzameš vsak dan zjutraj, zvečer in pa še malo vmes, da malo pogledaš, ker sicer zaostaneš, ne, in že itak po ne vem, vikendu, če bi ga bil frej, je včasih grozen, ne, zbrati, ker ta Balkan, ne, pa nekaj se je zgodilo na Kosovo, Dodik je nekaj rekel, Vučić je nekaj rekel in ti bi rad vse povedal, ker imaš občutek, da ne morajo vse zvedeti tvoji gledalci in poslušalci. Tako da ni, mislim, mi smo, ja, sej smo, ne, dopoldneve in tako prebili skupaj. Jan je bil v bistvu največji dopust, če sem jaz šel sam z otroci, da je bila ona tako en teden brez vseh nas, no. Ja, fair enough. A veš, kaj me zanima, čisto iz Ferbca? A je, ko ste gor živela toliko časa, a to greš pol odprt račune na srbsko banko, ali se ti s tem ni treba ukvarjati? To me namreč sam sprašujem, ker sem se jaz s tem mogla ukvarjati, ker sem bila v Ameriki in dodajam dodatno vprašanje, a je bilo treba? Ok, najprej, a je bilo treba? Treba, ja. Na začetku pravzaprav niti ne, potem pa so uvedli pravilo, da če želiš podaljšati dovoljenje za bivanje v državi, moraš tudi seveda odpreti svoj račun in potem so ga mogli pač odpreti in vsakič ne, ob podaljševanju našega bivanja v Srbiji so mogla prinesti dokazilo, koliko je tistega denarja gor, ne, da zadostuje za eno povprečno plačo. In si lahko v bistvu čez 2 dni tudi tisti denar dvignil z banke, ker je šlo samo zgolj za formalnost. Ampak ne, če želiš zadostiti formalnosti, pa se moraš držati določenih pravil, ne, in to je bilo tudi to, da Ja, sej fair Pač se to enough. A spreminja. je Ko bilo smo mi težko? prišli, smo mogli, prvič, mi smo se mogli vsako leto prijaviti, seveda, podaljšati, ne, dobiti od Ministrstva za kulturo potrdilo, da nam podaljšajo akreditacijo. Potem si šel na ta urad, najprej smo stali skupaj ampak res tako, z Afganistanci, Pakistanci, potem se je to vmes spremenilo, pa smo bili veliko s Kitajci, zdaj na koncu smo bili v bistvu veliko z Rusi, ne, tako da zelo različna klientela. Najprej smo mogli kopirati bančne kartice, skratka, oni so hoteli imeti obe strani bančne kartice, kar pomeni, da bi lahko tudi nakupovali online, kakor bi hoteli, če bi želeli. Potem je bilo dovolj potrdilo iz RTV-ja, da smo midva res zaposlena in dobiva tako plačo, pol v enem trenutku so hodili pa račune. No, skratka, ampak to itak zgleda vsako leto, moraš prinesti, ne, tak kup potrdil, ki morajo biti vsi original. Se pravi, jaz sem mogel vsako leto prinesti original, rojstni list od Zale, ga dati se pravi prevesti v slovenščino. Zato, da sta imela bančni račun. Ne, to je bilo pa za prijavo samo, za bančni račun. Ja, Aha. tisti, ki smo ga imeli, enkrat smo ga imeli. No, ok, ampak ker ste ga odprla, a je bilo pol, ker zdaj predvidevam, da sta ga zaprla, ne? Ga ne rabita več. A je bilo to težko? Ker to je bilo, a veš, jaz sem tam gor, easy so ti vse banke, prid k nam, odpri račun pri nas. Ampak ker sem hotela zaprt, to je bilo matrarije, mesece in mesece in drobnih tiskov in ne pa ne. Pri meni je bil edini problem to, da sem prišla 20 minut pred koncem delovnega časa, pa je rekla, da v tem času pa ne bo mogla ona to urediti. Ampak vendarle je, ne, tako da ni bilo nobenega problema, vse je šlo gladko, sladko, nič. Imamo, ne, se pravi, ti, ko se prijavljaš za 1 leto, imaš tudi v pasportu, ti prilepijo to vizo, ne, in ko oni vidijo, da se te viza izteče 31.8. in ti rečeš, že hočem zapreti račun, je to njim nekaj najbolj normalnega, sicer potem rečejo, če boste še prišli, pridite na našo banko, ne, ampak ne, to ni bilo problem. Okay. Ker ste že omenjala te birokratske postopke, ne? Moram zdaj mogoče malo prestaviti, pa dati v malo višjo predstavo. Odnos srbskih oblasti oziroma odnos med Slovenijo in Srbijo in tudi odnos srbskih oblasti do medijev se je progresivno, ali pa se je spreminjal. Odnos do medijev se mi zdi, da se je progresivno slabšal, pa že ko ste vi prišli, ko ste videli prišla v Beograd, ni bil glih najboljši. Ne? A se je ta odnos birokratski dovajal do novinarjev? A se je to kazalo tudi v tem birokratskem odnosu do vaju?
Ne. Midva, jaz moram reči, da nismo imeli nobenih teh, ne, v resnici, ne, so imeli oni vsako leto možnost, da mi ne podaljšajo akreditacije, ne. V resnici so imeli vsako leto možnost, da mi ne podaljšajo tega, ker vemo, ne, so imeli vmes težave, potem ko so ljudje odhajali na proteste, recimo Hrvati, pa jim niso podaljšali bivanja in take stvari naprej. Midva s tem absolutno, in mislim, da tudi večina tistih tujih dopisnikov, ki pridejo tja, se uradno prijavijo, jih pustijo pri miru, ne, dokler ne prideš na novinarsko konferenco, pa kaj narobnega vprašaš, recimo, ne. Ampak odnos do njihovih, ne, novinarjev, to, ne, se pravi tistih, ki niso recimo v liniji z oblastjo, ne, je pa to je res na tiskovni konferenci izbiranja besed, ne. Tako da jaz sem to ene dvakrat izkusil, samo so mi potem vsi po tiskovni konferenci prišli do mene in so rekli, ne, če bi bil pa srbski, bi bilo pa to še hujš, ne, tako da. Slišala sva tudi o načinih, kako naj bi se pokorilo določene novinarje, ne, ampak vendarle so Avstralija od tega, da so jih kdaj čakale na novinarski konferenci v sedežu zraven, ne, mape z njihovimi podatki in podobno, ne, to so slišala tudi iz prve roke, ampak kar se tiče naju, pa za naju lahko govorim, ne, so lepe, korektne izkušnje. In moramo povedati, ne, da oni Tiskovna konferenca pri Vučiću. In oni imajo v resnici, ne, to njihovo orodje oblasti so te drugi mediji, ne, provladni mediji. Tam si potem ti na tapeti, ne, tam si ti razglašen in potem oni rečejo, to je svoboda medijev, ne, lahko rečemo, kar hočemo, ne. Se pravi, ti se lahko na naslovnici 10-krat zlažeš, pa se ti ne bo nič zgodilo, ne, lahko na teh raznih televizijah, ki zdaj rastejo kot gobe po dežju, tam Informer recimo je najbolj taka, ne. To, če se priklopiš za 5 minut ali pa samo pogledaš na X-u, ne moreš verjeti, da je to res lahko, da obstaja pri njih neko telo, ki naj bi reguliralo elektronske medije, ne, ker če tega ne vidijo, potem res ni smisla, da ga imajo, ne, saj v resnici ne deluje, tako da. No, saj, a je to ta situacija s srbskimi mediji, a je to res v narekovaju vse Vučićevo? Tako. In ko rečem vse, seveda mi je jasno, da obstajajo strani, ki so recimo da neodvisne ali pa delujejo neodvisno od tega Vučićevega aparata, ampak si predstavljam, pa tudi po pogovorih, ki sva jih z Aljažem že imela s kakšnimi gosti, da gre to za pač neke res bolj nišne, manjše. A se pravi, če rečeš, mediji v Srbiji so Vučićevi, ne vem, 90%, a to drži? 90% mogoče ravno ne, ampak tistih, ki se pa gledajo, poslušajo, berejo, tam pa že smo tam pri enih 75 ali pa že celo 80, ne, ker ti imaš recimo, ne, ta skupina medijska, kjer so N1, Nova, Danes, to so recimo temu opozicijski mediji oziroma niso prijazni do oblasti, no, tako kot bi na nek način tudi človek pričakoval, ne. Tako da tisti, o katerih pa ti govoriš, pravi raziskovalni mediji, ki seveda so, ne, tiste pa v resnici nihče ne opaz. Ne, ker oni dajo blazno dobre zgodbe ven, ampak če to zdaj nek medij, ki ima pokritost po celi Srbiji, ne bo objavil, bo to videlo tistih nekih par sto, mogoče Par tisoč ali pa 10, ja. In to ostane v bistvu in potem edino, kar recimo ti na RTS-u izveš o teh zgodbah, je, ko bodo oni objavili popravek. Oni bojo rekli, vlada je rekla, da to, kar je napisal ta in ta medij, ne drži. S tem, da ti gledalci in poslušalci sploh ne bojo vedeli, o čem zdaj oni govorijo, o kakšni zgodbi govorijo, ne, ampak vejo, ta krik ali pa ne vem, Birn se je spet zlagal, ne, in to je v bistvu to, potem ti ustvarjaš leta in leta in prideš do tega, da v bistvu nič več ne verjamejo nikomur, ki je tam, ker oni poslušajo od njih samo popravke, ne slišijo originalne zgodbe, ne. Kar žalostno. Je žalostno, Janja, to je kar, mislim, če si en tak novinar ali pa novinarka s srcem pri stvari in to delaš profesionalno, more to kar boleti, no. Po mojem tudi boli to, no, saj ne vem, bo tudi Janja povedala, ampak boli te v bistvu to, ko vidiš, ne, da tam ni druge, ne, ali si na eni strani ali si na drugi strani. Zdaj na tej drugi strani, recimo temu, da so to protestniki in vsi ti, ki so zdaj hodili na ulice, recimo, ne, malo bolj kritični do tega, ne, so v tisti manjšini, ne, in potem imaš ti drugo, teh 80%, o katerih sva govorila, ki trdijo, da so to teroristi, da so to plačanci tuji, da so to sovražniki države. In to je res tako indoktrinirano, ne, N1, ki je, ne, recimo objektivna televizija, je itak ne vidi večina Srbov, ne, vidijo v teh velikih mestih in ta potem razkorak med Beogradom, Nišom, Novim Sadom in vsem ostalim, ne, mogoče še kakšen Kragujevac, kakšno mesto,
je grozen. Ti prideš nekam v Vranje, ne, tam vsi berejo Informer in vsi gledajo Informer, ali pa Blic, ali pa neke take časopise, ki so v bistvu bolj tračne, pri nas bi temu rekli rumeni mediji, ne. Ampak oni so odvisni od tega in to je edina realnost, ki jo oni poznajo, ne. Tako da če zdaj bomo vzeli, ali pa to je namen, se zdi, ne, oblasti, da ukine vse te medije na nek način, ki so kritični, potem bo to tako enostranska slika, ne, da in to tudi potem razloži, zakaj, ko pridejo volitve, ne, zakaj ima Vučić en ta res ogromen bazen. Če k temu potem seveda še dodamo, da ima to stranka 700 000 članov, ne, da se zbirajo podpise, ti, če želiš službo obdržati, boš, ne, poslal še fotografije od tvoje mame, tvojega strica in tvojega vnuka, ne vem, kako je glasoval, ne, tako da potem vse to, ko pa enkrat združiš, je pa v bistvu res sistem, ki ga je v tem trenutku skoraj nemogoče premagati, še posebej, če imaš potem tako razdrobljeno opozicijo, kot jo imajo oni. Omenil si proteste, ne? Ta zgodba se zdaj je v bistvu aktivna že kaj, leto pa pol, približno, skoraj 2 leti bo. Ne, ja, 1. novembra bo 1 leto od zrušitve nadstreška, ne. Zdaj ta val se je v resnici začel s tem, ampak midva sva bila, ne, 9 let in pol in midva sva bila skozi ta protesti. Skozi, od začetka, zato sem jaz tudi v bistvu mislil na začetku, ne, ker se začeli to tam decembra zelo, ne, da to bo nekaj, kar bo trajalo do novega leta, ne, in potem bo vse spet zamrlo, ne, ampak Tem. je drugačno. Predvsem zato, zaradi tega, ker je so to protesti študentov in niso dovolili, da bi se kdorkoli vmešaval v njihovo zgodbo. In zaradi tega, in pa seveda zaradi tega, ker so tudi pa nekateri prevideli, ne, da država absolutno ne deluje tako, kot bi mogla. Ne. In ja, mislim, da bodo protesti še kar nekaj časa trajali. Janja, vidva si v bistvu delujete kot dopisniški par. Boštjana bolj vidimo pred mikrofonom, ti si večinoma za njim kot snemalka, producentka, kako imate to razdeljeno? Ja, Boštjan je pač bil v vlogi novinarja kot dopisnik, seveda, ne, ker je bil tudi izbran za to mesto, mene so postavili na mesto snemalke. Kar se tiče producentstva, tega pravzaprav nisva imela, sva oba nekako sodelovala pri tem, kar se tiče sogovorniki, no, to je on bolj urejal, hoteli in vse te zadeve, drugače pa delo si razdeliš pač take, kakršne so potrebe na terenu, ne, in v kakšna je situacija na terenu, seveda, ne, kadar je bilo treba delati kake kadre, ki so zahtevali malo višine, je Boštjan prijel za kamero, pa je za mikrofon, ampak načeloma, ja, sem bila jaz njegova snemalka in sem sledila navodilom novinarja. Ampak ne. A je? Bo bila na terenu, ne, midva sva znala to, se pravi, od trenutka, ko sva se usedla v avto, sva točno vedela, kako bo to izgledalo, kaj bo treba in vse narediš, na koncu vse narediš, kdo zdaj dela kaj, kdo bo zdaj tam z USB ključki okrog laufal, iskal internet, skratka, kdo. Ja, razumem, da nimate tiste klasične razdelitve. Me pa zanima, Janja, a je veliko snemalk, jih je več, kakor jih je bilo, ali si med redkimi? V bistvu v Beogradu je bilo kar videti snemalke tudi, tako da mislim, da niti nisem bila toliko med redkimi. Na televiziji, če bi se pa vrnila med snemalce, pa mislim, da bi bila edina. Kako pa je matična hiša, zdaj moram malo z tehničnega vidika, kako je matična hiša poskrbela za vaju? Oziroma, kako od opreme do, ne vem, tehnične podpore in tako dalje, ali sta bila pač, oziroma, a je sploh mogoče vloga dopisnika, dopisnice, snemalca, snemalke, ta, da se pač znajdeš, pač tam si in zdaj je na tebi, da ti daš nekaj od sebe? Ja, v principu je tako, Si ne. v zadrego spravil. Ne, ampak v principu res je tako, ne, mislim, ne, recimo, ne, ti povem konkreten primer za živa javljanja, imamo mi neko ogromno mašino Avi Vest, ne, kjer je treba potem vsakič vsako državo, kjer prideš, seveda kupiti 2 SIM kartici, zato ker morata biti 2 operaterja, da bo se odvleče, in pol moraš ti tam na ekrančku vse naštimati, skratka zelo tehnične stvari in to ti vlačiš skozi, ne, ti v bistvu vlačiš s sabo kamero, stativ, imaš nahrbtnik je Avi Vest, nahrbtnik spredi je računalnik,
stik z polnilcem, ne, ker je na koncu bila baterija že čist puč. Mikrofon, baterije, mislim, to je v bistvu ratalo fizično, ne, delo. Še posebej med takimi protesti, ne, ker se potem gužvaš in potem imaš čist druge težave, ne, recimo, kdaj iti ven, da boš ti uspel sploh pravočasno iz tega obroča ven priti, da boš uspel pravočasno priti do nekega interneta, ker ne, to je tudi zanimivo, ne, kadar so imeli shode podporniki Vučića, so vedno dodali neke dodatne antene, tako da tam je internet delal ko šus, ne. Ko so bili protesti, ni nikoli delali nič, ne, tako da si ti mogel iti ven in dobiti ali stacionarni internet ali pa iti 2 kilometra stran, da je vse skupaj kaj potegnili, ne. Kakšne podmukle finte? Saj ne vem, ne, če so to podmukle, oni tako razlagajo, ne, saj opozicija bi tudi lahko postavila, zdaj jaz ne vem, če je to res, ne, ampak oni so rekli, pa če mi poskrbimo, ne, za svoje ljudi, za svoje... Ja, in verjetno poskrbijo z zasebnim denarjem, a ne? Iz svojih žepov financirajo te povezave. Ja. Tako. Ampak omenil si, da v Srbiji so dosti nevarne razmere, tudi za voljo protestov in vsega. Ko je Aljaž spraševal, kako televizija poskrbi ali pa Hiša za vaju, a je to že brandirano, Janja, kot lokacija, izredne razmere, pa pol dobiš izredne dodatke oziroma pač za delo v nevarnih okoliščinah? Ali še nismo tam? Še tam. No, v končni fazi, kar se tiče te nevarnosti, v bistvu mi, da se en konec počutila ogrožena ali pa da bi bila v nevarnosti. Dobro, ni ravno fino znadec med gručo ljudi, ko pade solzivec. Tudi ta zvočni top ni bil ravno prav dober občutek. Ampak poskrbiš, da ne hodiš ravno tam, kjer veš, da boš facal kaj v glavo. Poskrbiš za to, da bo še vedno poročanje s terena korektno, da bo vse klapalo, kakor treba. Kar se tiče pa kakšnega dodatka na varnost ali pa beneficirano delovno dobo, to pa absolutno ne. Mislim, da Pa to, težave, recimo, ne, okej. take čisto praktične težave, ne, ko se je začel ruski napad na Ukrajino, midva sva šla takoj v bistvu na mejo, romunsko-ukrajinsko mejo in je bila najina naloga, ker je bil plan, da se nekdo drug pride pač v Ukrajino, da vidva spremljava ta val migrantov, ki so pač prihajali iz Ukrajine in najina ideja je bila, ne, midva sva mogla iti proti Moldaviji, da če bova že enkrat v Moldaviji, da greva v Odeso, ne, ker je pač tam zraven, ne. Ampak zdaj, da bi midva dobila čelado ali pa zaščitni jopič, to bi bila cela drama in to bi trajalo še en teden dlje, ne, da bi prišla do tega, tako da imela sva rumen jopič, ne, pres pa to. Je pa itak bilo potem tako, da sva prišla do Moldavije in se je začelo dogajati v Bosni in Hercegovini in so uredniki rekli Bosna in Hercegovina, tako da mi sva samo v Google tipkala, videla, to je 18 ur, bomo nekje vmes na hitrico morala malo spati in to je to. In sva bila čez 2 dni v Beogradu, zamenjala cune in šla naprej v Bosno, ne. Tako da, ampak ne, tudi jaz se nisem počutil ogroženega, čeprav bi se mogoče kdaj lahko, letel je zelo blizu, ampak pač ne, mogoče tudi nisva dojemala tega kot nevarnost, kot bi mogoče mogla, ne, ne vem, ampak res ni bilo, nikjer se nisva, tudi takrat, ko sva razmišljala, bi šla v Odeso ali ne, si potem rečeš, tam so drugi novinarji, je pa res seveda, da nikoli ne veš, ne. Tako da neko previdnost na nek način, jaz se spomnim, ko so bili covid protesti, takrat so razmetali enega kamna tja v parlament in tudi udrle so v parlament. Midva so bila v bistvu skozi 30 metrov stran, ne več, ne, ampak še vedno tam, da smo vedeli, da kamen bo zelo težko tja priletel. Je kakšen, ampak tako, ne. Dela, kakor smo ga mi imela, pa s vsem tem tempom, kakor je Boštjan rekel, ne, iz Moldavije gremo potem via Bosna, ne. Jaz mislim, da moraš biti tudi sam v osnovi majčkeno adrenalinca pa majčkeno posebnega testa, ker sicer niti fizično niti psihično ne preneseš vendarle takega napora, ne. Tako da, ja, in kar se tiče tega faktorja, a je bilo kdaj nevarno ali ne, ja, mogoče tudi niti niso vedela, da je, ne, ker enostavno, ne, nekje smo imela meje, do kje se gre, do kje ne, ampak a so bile to objektivne pa realne meje, tega pa, ne vem, bom rabila nekaj časa, da bom zanalizirala vse za nazaj, ne, v kakšnih situacijah potencialno nevarnih sva bila, kako so v bistvu dobro odnesla. Recimo so bili primeri, ne, midva sva bila na grško-turški meji, ko so v bistvu s pomočjo turških varnostnih sil v bistvu delali te res ogromne narede migranti, ne. In jaz sva bila zadnja novinarja, ki sva se tam znašla v bistvu čisto slučajno, midva sva pač probala, bo šlo v Turčijo, so naju tam zadrževali par ur na meji, ampak so naju potem spustili, midva sva prišla tja noter, ne. In tam je bilo res tako, ko vojna izgledala, ne, ampak potem sva ven prišla, ne, in šele takrat so nam vsi razložili, vidva sta nora, ne, da bojo lahko Turki zaprli, ne vem kaj.
Ampak je bil tak dober občutek, ker potem so vsi oni grški novinarji tako stali v koloni za posnetke. A lahko to dobimo, ker mi pa to rabimo, ne? Mi smo pa sosednja država, obtožujemo Turke tega in tega in nimamo dokazov, vidva jih mata, ne? Tako da, Se je to prodajalo? A se to prodaja? ne, mi Ali daš? po mojem bi se Kakšna je praksa bi danes? se teoretično po mojem tudi, ampak midva sva v bistvu, ne, midva imava te posnetke, a imate vi kakšne fine posnetke s Hiosa, imate kakšne posnetke tam nekje, ti veš, da ne boš prišel in v bistvu se pol to tako, to pač po mojem klasično sodelovanje na terenu, ne. Tam si res včasih moraš pomagati, ne. Tudi recimo srbski novinarji so kdaj s kako tehniko. Ne vem, spomnim se na eni novinarski konferenci v Bosni, ko je Jani Toncar, ne, na kameri. Tam so se v bistvu vsi oni poslanski potem, ne, ukvarjali z Janijo in dajali nove kable, tako da A je pol to te palilo? kvazi nevarnosti so v bistvu take situacije, kot je bilo, ne vem, to streljanje, ne. Potem, ne, zdaj pa Ja. naredi reportažo, ne. In potem ti tam stojiš in gledaš objokane ljudi in, ne, razmišljaš, a ne, zdaj še jaz pridem tja z mikrofonom RTV Slovenija in začnem spraševati, sploh ne vem kaj, ne, v bistvu te starše, ne vem, tako da to se meni, to je bilo meni težje delati, kot pa ta nevarnost. Tam si toliko na adrenalinu, da v bistvu tega res ne opaziš. Sam še pač na to, da je seveda res, ne, da pač ko letijo stvari okoli tebe, ne glede na to, na kakšnem protestu si, se malce kar odklopiš, ne, pač malo imaš tak outer body experience, ne. Ampak vendarle so stvari drugačne, ne, kot, ne vem, eni slovenski protesti, čeprav je bilo pač tudi tle, kar slika je prilika, ne, z solzivci in tako dalje. Ko se je začela vojna v Ukrajini, je, zdaj malo sarkastično rečeno, ne, celo RTV Slovenija ugotovila, da je treba oziroma, ali pa ne samo RTV Slovenija, tudi konkurenca in tako dalje, so začeli novinarjem, novinarkam, ljudi, ki so jih pošiljali v bližino fronte, nek varnostnik ali pa nek safety training dajati in tako dalje. A je to prišlo do vaju, oziroma širše vprašanje, a je novinarski poklic v regionu postal bolj nevaren, kot je bil nekoč? Dobro vprašanje. Ja, na nek način, ja, že zaradi vseh teh protestov, ki so totalno nepredvidljivi, pa tudi zaradi samih poti, ki so tudi nek roller coaster po svoje. Malo so težave s testnimi povezavami oziroma s kakovostjo cest. Drugače pa, ja, je postal majčkeno bolj nevaren ta poklic, biti dopisnik iz regije, kakor je bil mogoče prej, no. To mislim, da ja. Čeprav, če damo zdaj to v nek zgodovinski, ne, malo širši okvir, ne, zdaj bo koliko, 25 let od padca Miloševića, ne, v bistvu, ne, ali pa razpad Jugoslavije, si predstavljam, ali pa Kosovo, razglasitev neodvisnosti, ne. To so bili vsi taki momenti, ko je v bistvu, ne, tam vrel nekaj časa, ne, niso te stvari. Tam nikoli stvari ne minejo čisto takoj, ampak zelo pogosto pa minejo relativno hitro, ne. Tako da midva, jaz se spomnim, midva sva po volitvah, to je bilo pred 2 letoma, midva sva 24. decembra stala, ne, ob 8. zvečer pred mestno hišo, ki so jo razsuli do konca, ne, ampak ti nimaš občutka tam, da bo zdaj kaj po tebi priletelo, ne. Poleg tega v bistvu vsi, ne, vama težko razložim, kaj pomeni tam RTV Slovenija, ne. To je res nekaj čisto drugega kot v Berlinu, ne. Ti zagledajo in vsak pride vpraša, a res Slovenija, ne, in te v bistvu na nek način kar oni malo čuvajo tudi tam, ne. Tako, mislim, imaš res tak občutek, da je vsem tam v interesu, da ti poročaš, ne. In protestnikom in konec koncev tudi vladni strani, ne. Čeprav priti do njih, ne, za neke hujše intervjuje je ful težje, kot pa priti do. Čeprav moram reči, ne, tudi recimo študenti, ne, midva na začetku, ko sva snemala, to je bilo precej grozen, ker oni so pač, imajo te svoje plenume, ne, in oni so se na plenumih dogovorili, da ne bodo dajali izjav, zaradi tega, ker jih vlečejo iz konteksta, ker nikoli ne vejo, kjer medij jih zares sprašuje, ne, neki črni mikrofoni, pol se pa znajdeš na Informerju, ker seveda se obrnejo, ne, tako da na začetku dobivati, mislim, to je izgledalo tako, da si jih 20 vprašal, da si prišel do enega ali pa dva, ki sta imela dovoljenje v bistvu, da govorita. Zdaj, potem je to ratalo majčkeno bolj fleksibilno pa to, ampak hočem reči, tudi kakšna stvar, ki izgleda tako na prvi pogled enostavna, ne, je včasih res zakomplicirana, no. Čakaj, a v Berlinu to si mislim, pač, kakor gremo bolj na zahod, toliko manj ljudi ve,
načeloma za Slovenijo, ali pa so naši mediji ful premajhni smo za tisti trg, ne. Ampak praviš, da v Srbiji pa to še vseeno ima dosti visok status, pa tudi sicer povejte, kakšen status ima Slovenija še v Srbiji in pri Srbih? Slovenija je zelo cenjena v Srbiji in tudi Slovenci. Ostaja. Ja, vedno izpostavljajo, kako smo zeleni, kako smo urejeni, kako smo evropski, ne. Vse tisto, kar bi si oni pravzaprav želeli, da bi bilo pri njih, pa da bi bili tudi oni, ne. Samo dejstvo pa je, ne, da spremembe se začnejo pri malih stvareh, ne, da ne vržeš, ne, cigareta na tla, da ne vržeš časopisa na tla, ko ga prebereš, ne. Apropo temu, ne, kako se hvali Slovenija. Drugače tudi slovenski mediji so blazno cenjeni pri njih, ne, zaradi tega, ker jim to daje nekje upanje, da njihov glas in njihove zgodbe, da so slišane tudi izven, ne, Srbije. Tako da, ja, Slovenija še vedno absolutno visoko rangira v Srbiji, pa tudi, ne, RTV Slovenija. V bistvu je ta razlika, ne, eni Angeli Merkel res nikoli ni treba biti na RTV Slovenija, ne, čisto vseeno, če je ali ni, ne. Sej. Enemu makedonskemu predsedniku, ne, ali pa bosanskemu, ne, enemu članu predsedstva, pa to nekaj drugega, ne, da si ti na RTV Slovenija, ker to je njihova vez z Evropsko unijo v principu. Mi smo, ne, tisti, ki najbolj porivamo to širjenje, recimo Evropske unije in tako naprej, ne. Tako da, ene so... Tako si pa prej omenil, Boštjan, da je ful težko priti do sogovornikov, ker jaz bi si pa mislila, da je ful lažje, kakor ko sta delala v Nemčiji. Ne, zaradi tega, ker je tukaj veliko tega, ne, ti pokličeš in ti rečejo, pošlji mail. In potem ti pošlješ mail in ti odgovorijo, ja, to pa ni pravi mail, pošljite tja. Dobiš od tam odgovor, pokličite na to telefonsko skratka, ne, imaš ti občutek, da samo nekdo noče reči ne, in da so tako malo ljudni, pa te malo pošiljajo, zato da potem na koncu reče eden, ja, jaz danes nimam časa, lahko naslednji teden, ne. V Nemčiji so štekali, ne, da če zdaj dopisnik pokliče, da to treba danes, jutri, ne, to ni zdaj neki, saj so tudi stvari, ki se delajo na daljši rok, ne, ampak jaz do vladnih, recimo, jaz zadnje, ki sem Vučića prosil za intervju, jaz nisem dobil nobenega odgovora na mail, ne, ampak sem potem prišel v predsedniško palačo, vprašal one njegove PR-ovke, a ste vi dobili moj mail? Ja, smo dobili. Kdaj bo pa odgovor? Ja, ko se bomo odločili, ne. Kdaj se boste pa odločili? Ja, ne vemo. In ni bilo nikoli odgovora, ne. In sem s tremi govoril, tako da sem 100%, da je dobila, in jaz sem to poslal prednje Marta Kos obiskala. Klik zaradi tega se mi je zdelo, no, zdaj mogoče še majčkeno bolj cikno, ne, na Slovenijo. Ampak v tistem trenutku ni bilo v interesu, ne. Bolj v interesu, da jaz objavim izjave, ki jih je on dajal, ne vem, na Instagramu, ne, ki so zelo, ni neprijetnih Ko smo že pri neprijetnih vprašanjih, imela sta z Aco Vučićem v bistvu neke vrste okršaj, kjer se je potem tudi predsednica republike vmešala, ne. Kako je to izgledalo z tvojega vidika? Z mojega vidika, če čisto po pravici povem, to je bila ful dolgočasna tiskovna konferenca, kjer smo govorili, kako se podpiramo, kako smo prijatelji, kako imamo različna mnenja o Kosovu, in skratka, če bi jaz zdaj pustil tam, če bi tam končal, bi bilo to za neko vest, mogoče z izjavo, ne, in potem se seveda jaz oglasim in vprašam nekaj o protestih, in ko je on začel, absolutno ni bilo nobeno presenečenje, jaz sem v enem trenutku samo razmišljal, okej, to je zgodba danes, ne. To je zgodba danes in potem bolj, ko je šlo, bolj se mi je zdelo, da je to zgodba, da konec koncev tudi slovenski, ne, gledalci in poslušalci vidijo, kako pa izgleda delo in življenje enega novinarja v Srbiji, ki vpraša, ob čemer ni bilo nič takega, ne. To niso bili te zadnji protesti, to so bili protesti po streljanju in v bistvu bilo moje vprašanje, tisti dan bi mogli oni odločati o nezaupnici notranjemu ministru in ni bilo večine, ne, in večine seveda ni bilo zato, ker SNS je imel 2/3 glasov, ne, se pravi, če bi oni pol svojih poslancev poslali not z opozicijo, bi bilo dovolj. In on je začel svoj odgovor zaradi novinarjev, kot ste vi, in vprašanj, kot jih vi postavljate, Srbi nočejo več v Evropsko unijo, ne. Mislim, to je bilo res tako, to me je malo presenetilo, na kakšen način je šel name, ampak vse ostalo naprej pa ni bilo nič novega, ne, saj pred tem je bila novinarska konferenca z Borutom Pahorjem, je bilo pa na Kosovo in Rusijo enako, ne, in že takrat smo se pogovarjali o protestih, ne, vi iz Evrope boste meni govorili, ne, poglejte si v Nemčiji in Franciji, kako pretepajo protestnike in potem pridite k nam in boste videli, kako smo mi demokratični, ne, to je bilo v bistvu njegovo sporočilo. Ampak je dobil lepo lekcijo potem iz tega, kaj pomeni demokracija in pa svoboda govora in pa medijev.
Ah, Gospod predsednik ja. Vučić je dobil od naše gospe predsednice lepo lekcijo na ta račun, kaj pomeni demokracija, Mhm. svoboda medijev, skratka vse tiste vrednote, ki jih Evropa zastopa in seveda se jih pričakuje od vseh članic, zdajšnjih in bodočih, ne, da jih bodo tudi nekje spoštovali. Tako da, konec koncev, Če pa zelo lepa primer, tiskovna konferenca. Jaz sem na drugi strani, sicer sem bila blazno presenečena, kaj se zdaj dogaja tamle, ne, ker res ne pričakuješ tega, čeprav marsikaj doživiš na račun kvazi demokracije, svobode gibanja, ne, v regionu, ampak ja, bilo je zelo interesantno, ja. In potem so to njihovi mediji zagrabili, ne, to je bilo res, ne. Slovenec poskuša znervirati našega predsednika, Slovenec ne ve, kaj sprašuje. Potem je pa Kesič naredil še iz tega celo zgodbo, ne, in ko je pa Kesič to zgodbo naredil, pa tako naslednji dan prideva midva ven, tam, kjer smo mi, naša soseska, vsi, smo gledali, ne, zdaj so vsi vedeli, da smo midva RTV Slovenija, in recimo zdaj, ko smo odhajala, je prišel en sosed in mi ekstra prinesel rakijo, ker je rekel, da takrat ni uspel, ampak da, evo, to je za tisto takrat. Zdaj moraš pa še povedati, razložiti, prevesti tega Kesiča in tako dalje, zakaj je to zdaj to top. Aha, ja. Kesič je, ne, kdor ga bo pogledal, bo itak vedel, o čem govorimo, ne, to je, saj ne vem, a imamo, jaz sem bil premalo v Sloveniji, da bi vedel, imamo, ne, tudi na RTV Sloveniji imamo nekaj recimo podobnega, ne, ampak to je v bistvu obdelava zgodb preteklega tedna, ki jih je v Srbiji, ne, nešteto, vključno s Twitterji in z vsem tem, ne, kjer se včasih malo spustijo bremze, pa še bolj pretiravajo. In on v bistvu naredi parodijo iz tega, hkrati pa to ni čist parodija, ne, ker na nek način ali pa marsikomu drugemu nalije nekega čistega vina, ne, potegne tudi kdaj ven kakšne starejše izjave, pokaže, da to, kar govorijo danes, absolutno ni res, ne, skratka, Zoran Kesič je postal potem kar ne samo voditelj, ampak je v bistvu tudi ena kar velika ikona teh protestov bil, ne, tudi na začetku, no, tako so ljudje tudi zaradi njega prihajali, ker je on večkrat pozval, ne, treba na glas povedati, kaj, ne, v tej državi ne štima, tako da on je ena taka, on je res super, no. Mislim, saj medijskih stvari v Srbiji je veliko takih, kar bi bilo treba popraviti, recimo N1, no, ki sem ga že prej omenjal, ne, gledati njih, kako so od 6 zvečer do 12 furali ta program z 10 novinarji, vse v živo, s solzivcem v očeh. Je, zdaj, ne glede na to, da se mogoče lahko tudi vsebino pozabiš, pa samo gledaš to, kaj počnejo, je to res fascinantna televizija, live televizija, televizija, ne, ki bi si jo človek želel, kadarkoli se take stvari dogajajo. Ne, taki zagnani, vztrajni, prodorni, mislim, dejansko, ja, kot prej Boštjan rekel, res, mislim, to lahko kar vzoščim. Zdaj razlagata, kako je pač se spreminjala ta medijska scena in podobno. Kaj pa sam live v Srbiji, pač kjer sta bila stacionirana in od tam obiskovala pač države v regiji in to. Kaj pa samo življenje v Srbiji? Pa če ga primerjate recimo s časom, ko sta delovala v Nemčiji, v Berlinu. Kaj je boljš, kaj je slabš, kje je družini bolj prijazno? Kaj bi rekla Janja? Mislim, da v družini bolj prijazno, definitivno v Berlinu, že zaradi tega, ker imaš veliko več ponudbe za otroke, ne. Tam enostavno ni bilo od otroških igrišč, raznih prostočasnih dejavnosti. Mislim, res, tega je bilo, da je bilo včasih prav težko se odločiti, kaj boš otroku ponudil, a ima to smisel, a nima smisel. Tako da, kar se tiče pa Beograda, ja, ne bom rekla, da otrokom ni prijazno življenje, težko bi ocenjevala na splošno, ampak definitivno pa je, da odraščajo v čisto drugih razmerah, da odraščajo ob čisto drugačnih starših, kakor so recimo v Berlinu, zaradi tega, ker večina staršev v Srbiji se more pač ukvarjati z golim preživetjem, s tem, kako bodo poskrbeli za prihodnost otroka, ne, in to, kar recimo bi lahko nudili otroku, vso to energijo bolj usmerjajo v to, kako bodo preživeli iz meseca v mesec, ne. Tako da žal taka je podoba, ne, kar se tiče Srbije in stanja Si družine. starš. V bistvu naloga staršev, ne, mogoče ne samo v Srbiji, ampak še mogoče tudi v Bosni, pa še marsikje je v principu, da otroka pripraviš na to, da bo šel v tujino in da mu od rojstva naprej govoriš, tukaj ne bo nič, ne, moraš v tujino. Tako da, drugače pa, kar se že
A je to ful prisotno, tako orientiranost na tujino, se pravi, da so kaj, izgubili upanje, da bi se stvari lahko spremenile? Izgubili so upanje, da bo v tem času, mi imamo vsi omejen čas, ne, enkrat si mlad, enkrat delaš kariero in v bistvu te mladi so prišli do tega, da ne glede na to, kaj mi vsi govorimo, Evropska unija in to vidijo, ne, vidijo, kam gre Srbija v zadnjih 3 letih se v resnici ni premaknila nikamor, ne, zdaj imamo pred njimi Moldavijo, Črno goro in tako naprej in če ne verjamejo, da bo prišla Evropska unija do njih, pač želijo oni do tja, ne, zaradi tega, ker išče pa se, ne, mislim, in če zdaj pogledamo, ne, Slovenijo, ne, smo imeli ta bazen balkanski, ne, ki je super, v bistvu to je, hitro se naučiš jezika, kultura je podobna, imamo neko skupno zgodovino, vsi imajo že tukaj neke sorodnike, ali so bili pa v vojski, ali pa kaj takega, ne, ampak ta bazen je zdaj prazen, ne, in potem, ko ti prideš v Srbiji, zdaj vozijo avtobuse ljudje iz Bangladeša, iz Pakistana, iz Filipinov, se dogajajo take stvari, da pojma nimajo, kam morajo peljati in tako ne, ampak hočem reči, ne, mi tule imamo včasih težave, pa je preveč, ne, Srbov pa Bosancev pa tako naprej, ne, mislim, vseeno je seveda je treba ves čas skrbeti za integracijo, ampak je mnogo, mnogo lažje z ljudmi, ki prihajajo iz neke podobne kulture, ne, tako da tam je ta razkorak, no, jaz nisem v Berlinu ali pa v Nemčiji nikoli videl tako velikega razkoraka med revnimi in bogatimi. Potem smo naše otroke vprašali, mi smo se pa preselili v en del, kjer smo hoteli biti blizu nemške šole in to je recimo relativno blizu potem že Dedi in teh vil in vsega tega, ne. In mi smo pač mogli vedno iti čez Gazelo na drugo stran Novi Beograd. In ko se tam vodiš, ne, to so avtomobili vredni za 10 stanovanj, ne. In potem smo otroke vprašali, kaj je največja razlika med Beogradom in Berlinom in sta oba dva otroka rekla, da je tukaj toliko veliko bogatih, ne, in da je toliko bolj čist naroben, ne, čist naroben od tista dobila. Sej, pol kasneje sta videla, ne, mi imamo tam zraven, recimo, nas so bile ene kante za smeti, 3-krat na dan so jih prebrskali, ne. Ljudje, ki imajo narejene diplome, ki, mislim, grozno je bilo včasih, no. Potem srečaš doktorje fizike, ki ti prodajajo čevlje in tako, mislim. Ja, taka je realnost, ne, in jaz, če se vrnem samo na tisto željo, ne, oziroma da se otrok rodi s tem, da ga starši ne že vzgajajo, da bo šel v tujino. V bistvu si ne želijo vsi iti v tujino, veliko si jih želi ostati v Srbiji ali pa v regiji, ampak enostavno nimajo druge izbire, če si hočejo ustvariti eno normalno življenje, pa potem tudi družino, ne, ker kakor sem se pogovarjala z marsikom, je rekel, glej, jaz bi rad ostal tukaj, jaz se želim ostati tukaj, težko se mi je preseliti, ne bom se znašel, kakorkoli, ne, čuti se, da bi rad ostal doma, ampak če nimaš nobene druge izbire, enostavno pač popokaš in greš. Čemer, ne, ko smo mi prišli, recimo je bilo življenje ful cenejše, res cenejše kot tukaj, ne. Zdaj, od korone naprej, mislim, zdaj, ko smo mi odšli, bi v trgovini našel težko 10 stvari, ki so cenejše kot pri nas. Mislim, zdaj še nekaj vlada, spet nekaj nižje cene. Razen pralnega praška, ne, mi smo na začetku vozili en kup enih različnih stvari tako domov, čistih uporabnih, ker so bile pač cenejše, ne. Zdaj na koncu samo še pralni prašek, ampak res nič drugega, ne. Že prej so bile pa vse te stvari, ki jih uvozijo, itak dražje, ne, se pravi, tudi če v Srbiji nekdo kupuje neke brendirane čevlje ali pa kaj takega, je vedel, da jih ne bo kupil v Srbiji, ne, ampak na prvič, ko bo šel v Evropsko unijo, ker je tam pač toliko cenejše te stvari, ne. Tako da, pol, ko se sprašujemo, ne, zakaj je toliko nekih mešetarjev, Balkanci pa to, zato ker morajo, ker jih življenje porine v to, da se je treba znajti, ne, in jaz dejansko mislim, da so tudi Balkanci zaradi vsega tega tako v življenju iznajdljivi in da so v bistvu na nek način lahko ful velik asset, ne, za nekoga, ne, najdejo stvari, na katere mi, ne, tako tule vkalupirani v to Evropsko unijo ne bi niti pomislili, ne. Jaz sem se velikokrat šalila Recimo, se mi zdi, da imaš šempe. Jaz sem velikokrat rekla svojim tem prijateljem iz Srbije, sem rekla, ma, vi ste s cenami že znani v Evropski uniji, ne, pa so samo žalostno prikimali, da dejansko, ja, cene so šle gor, še posebej tudi potem po ruski invaziji, ne, ko so nepremičnine podražile za, ne, polako, pa tam nekje so prišli potem do 40%, ne. Kar pa je seveda za srbske razmere in pa za srbske plače absolutno no-go, razen za tiste, ki pač imajo, ne, debel tošelj. Tudi ta silovit razvoj, ne, samo še to rečem, ne, je
Saj ceste res se spreminja, modernizira vse, ampak te veliki projekti v resnici nimajo veze z enim običajnim Srbom, ne. Beograd na vodi, lahko ti všeč, lahko ti ni, kakorkoli, jaz še vedno mislim, da je boljše, kot je bilo tisto prej, ampak način, kako so do tega prišli, vse netransparentno, kako so podirali tisto staro, skratka, ampak tam en povprečen Srb nima kaj iskati, ne. Lahko gre mimo ta največji balkanski shopping center, kjer so pa tudi same neke firme, ne. Tako da v resnici avtoceste, so super, ne, samo spet za 30% ljudi v Srbiji, ki sploh kaj več potujejo kot do mesta in nazaj, ko imajo najbolj nujne opravke, ne. Potem imaš pa seveda tiste izjemno bogate, ne, recimo v Srbiji ti bo vsak rekel, sta šla na Kosovo, ne, grozno, ne, ma kaj groznega, ne, si bil kdaj tam, ja, ne, Kosovo je naše, ampak nisem bil nikoli tam, ampak ko ti prideš na Kosovo, ne, je tam kup ogromnih avtomobilov s srbskimi tablicami, ne, se pravi, za cash ni ovir, ne. Mogoče zdaj izven obsega tega pogovora, ne? Ampak zakaj je v Srbiji to tako, ta socialna slika, ta izpraznjenost, pač demografska izpraznjenost, ker sva našo delala epizoda Evropske četrti s Farisom Kočanom, je o podobnem fenomenu govoril o Bosni, ne? Ampak Bosna, eden od vzrokov je bil ta, da je Bosna de facto nefunkcionalna država, ne? Srbija pa vendarle se zdi, da ni, ne? Da mi pač na nek način, ne vem, me boste popravili, če se motim, ugrabljena država, ampak ljudje, ki jo vodijo, razumejo, kaj so funkcije države in jih pač seveda izkoriščajo za svoj lasten prid. Ampak zakaj pa pol, ja. Ampak, glej, v Srbiji ti lahko študiraš, lahko si bil najboljši na fakulteti, ampak ko bo prišlo vprašanje, boš dobil službo ali ne, je lahko zraven tebe nekdo, ki nima pojma, ampak ima pravo knjižico strankarsko in bo dobil. Ne, in to sem ti prej rekel, ne, doktorji fizike so nama stregli v trgovinah, ne, in zdaj, če bi bil ta doktor fizike, ki nama je stregel v trgovini, malo bolj pogumen, ga danes ne bi bilo več v Srbiji. Ne, ker imaš res povsod ta občutek, da nekvalificirani ljudje delajo, ne, tudi po ministrstvih, ko gledaš, ne, mislim, ti se včasih srečaš tudi v kakšnem telefonskem pogovoru z ljudmi, ne vem, sprašuješ o zelo konkretni stvari, s katero se njihovo ministrstvo ukvarja, pa nimajo, ne, vidiš, da nimajo pojma in to je v bistvu mot, ne, to deljenje funkcij in čim imaš ti te ljudi na funkciji, je podobno potem vse do dna, ne, in da moraš biti v stranki, da dobiš, ne, da ohraniš službo samo tako, da si izvesta iz stranki tudi mislim, po mojem danes mladi vidijo, da to res ni več, ne vem, bav, iti nekam drugam, imajo veliko zgledov tukaj, lahko se obrnejo ljudi, lahko jim povejo, kako je tukaj, potem jim še povejo, kakšna je plača in potem v resnici večina nima več dilem. Povsod so majčkeno različni vzroki, ja, v Bosni je še ta nefunkcionalnost države, ampak recimo Makedonija zdaj tudi prazni, ne, iz podobnih razlogov kot Srbija, ne, recimo veliko Makedoncev zdaj študira v Sloveniji, in to so ljudje, ki ne bodo samo študirali v Makedoniji in se potem vrnili, ne, in v bistvu cela regija izgublja ne samo mlade, ampak izgublja neko kritično maso, neko prihodnjo, če hočeš, elito, ne, in zato po mojem tudi tako navdušenje nad tem študentskim protestom, ne gledajo samo tablice in telefone in zanima jih, kaj se dogaja okrog njih, in zato je bilo v bistvu, ta nek žareli so ljudje, ne, tisti, ki so nasprotniki Vučića, ne, da končno, ne, da kje ste bili študenti vsa ta leta, ne. Študenti pravne fakultete, učite se kaj je pravna država, kako mora država funkcionirati. Srbija deluje po nekih nenapisanih pravilih, ne. Oni imajo zakone vse tako, kot je treba, ampak potem, kako pa deluje, je pa to, ne, bo kakšen analitik ti rekel bolj kot neka mafijska združba, ne. Ja. Pa še celo tako daleč gre, ne, saj sta poročala o tem, da ne samo, da dobiš službo, če imaš pravo izkaznico, ampak službo izgubiš, če ne greš na protest in podpišeš in pokažeš, da si bil na protestu za Vučića, ne, slišim tudi od kolegov in znancev iz Srbije. Zdaj, novembra bo Janja in Boštjan 1 leto, kar so se začeli protesti proti Vučiću, zaradi te zrušitve nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, ko je umrlo 16 ljudi.
noben verjetno ni pričakoval, da bo toliko dolgo trajalo, toliko trdno, še vedno se pa malo zgodi, ali pa vsaj ne tisto, kar pričakujejo. Plenković je na Blejskem strateškem forumu rekel, da je Srbija na robu državljanske vojne. A je res, Boštjan? Mogoče malo huda, no, da je na robu državljanske vojne, ampak recimo jaz tudi pred 2 mesecema nisem razmišljal o tem, da je možno, da pride do nekega fizičnega spopadanja, ampak ne, pred kakšnim mesecem, recimo takrat, ko je pa Vučić aktiviral svoje, ne, zdaj bomo pa šli še mi na ulice in bomo pokazali, da nismo blokadam. Od tam naprej pa ja. Ne. In mi smo imeli ves čas v bistvu to nevarnost v Beogradu. Ne. To je ta park okrog predsedništva, kjer so tako imenovani čaci, ne, torej podporniki Vučića, študenti, ki se želijo učiti, tako so si rekli, ne, ampak v resnici si videl, da ta infrastruktura, ne, oni so se Edini na svetu, ja. tudi to, ampak oni so se pojavili in naslednji dan, ne, so vozili tja tovornjaki novih šotorov, novih miz, vse je bilo novo, ne. Potem, ne, to mora biti organizirano od nekje, ne, in v bistvu, ne, to, kar Vučić govori, ni nasilja, ne, to samo pomeni, da on ne pošlje teh uradnih, policije, žandarmerije in vsega tega, ampak tam not v tem parku, ne, so se pa zbirali kot sumljivi ljudje z palicami, z kladivi, kar si hotel, ne. V enem trenutku je potem ta park bil obkrožen s traktorji, ki so jih potem protiprotestniki, skratka, tak Teksas je bil tam v tem Beogradu, da potem v enem trenutku res nisi več vedel. Ves čas smo samo čakali to, ne, kaj bo tista iskrica, ki bo, ne, potegnila za sabo. Jaz ne pričakujem, da bi se zdaj cela država znajdla v neki, ne, ampak mislim, da bo prva stvar, ki se bo zgodila, bo nek res fizični spopad in potem vsa ta sila uradna na vse to, ne, in od tam naprej zna biti pa zelo potem napeto, ne, ker to, kar si prej govorila, ne, oni so pozabili na svoje zahteve, ne, vseh, najprej so bile 4, potem so bile 6 in so šli na predčasne volitve, ker pravijo, itak je vseeno, kaj zahtevamo, ne, ta vlada tega ne bo nikoli izpolnila. Večina ljudi, po mojem, v Srbiji sploh ne ve, kdo je njihov premier, ne, ker itak gledajo samo predsednika, ne, Macuc se pojavi sem pa tja, ne. V bistvu še jaz včasih rabim na hitro razmisliti, kako mu je, ne, ime in priimek, zaradi tega, ker ga ni nikjer, ne. Tako da je nevarno in v bistvu priliva Vučić ves čas, ne, mislim, to, kaj vse so bili študenti, ne, teroristi, mislim, res tak, mislim, grozne stvari se o njih govorijo in ta en del pa je mobiliziran s tem, ne. Je pa res, da jaz mislim, da nikjer v regiji ni več mase ljudi, ki bi bila pripravljena za svoje voditelje zdaj vzeti orožje in, ne, v tem smislu, ne. Tako da, Vučićevi volivci so dosti bolj pasivni, ne, ker v resnici, ne, imajo službo, glasujejo za Vučića in to je bolj kot ne to, ne. Potem je pa en tak krog, kar tudi vidimo, kako se manjša, ne. Oni imajo še kar naprej te provladne proteste, ki so pa v bistvu, ne, to je tako par tisoč ljudi, ne, ti bi od Vučića pričakoval, da jih bo zbral, ne, on je rekel, bo več, kot je bilo študentov je bilo po enih ocenah tudi 500 000, ne, in nikoli niso prišli blizu, ne. Ampak spet, če pa poslušaš medije, ne, srbske, je pa pa. tam na Vučićevih vedno 10-krat več kot v resnici, na študentskih vedno 10-krat manj, ne. Tako da spet en gledalec in poslušalec, ki je prilepljen na neki, itak je prepričan tudi, da jih je ful več na ulici in imajo prav, ne bojo nam neki Hrvati in Nemci ugrabljali države, ne, ker to sta v bistvu te dve državi, kjer naj bi bili te, ne, tuje obveščevalne službe, ki naj bi, čeprav nismo direktno nikoli nobenega dokaza dobili, ne, tako kot ga za večino stvari. Po eni oceni, a imajo te študentski protesti potencial doseči neko fundamentalno politično spremembo? Težko reči, to najbrž ni samo od njih odvisno, ne, pač vendarle, ne, v regiji so tudi večji igralci, in odločevalci, ampak če ne drugega, jaz srčno upam, da so vsaj majčkeno zgane tudi povprečnega Srba, da je začel razmišljati, v kakšni državi živi in da ni samo tisto, kar mu gospod predsednik ponuja in razlaga, edina prava reč in edina resnica. Tako da, če ne drugega, jaz srčno upam, da so vsaj majčkeno premaknili nekaj v glavah, da in s tem, ko premakneš v glavi, lahko premakneš potem tudi situacijo.
Kar se tiče pa ja, ostalega, pa ne vem, težko bi rekla, ker tako kot je rekel Boštjan, Srbija precej nepredvidljiva, v bistvu komplet regija, to je tudi regija, ne, kjer se krešejo interesi izven regije in stvar ni po moje samo v rokah vladajočih v regiji, ampak tistih, ki so tudi okoli regije in se ukvarjajo z regijo na takšen in drugačen način. Čemer pa jaz mislim, da se je pa recimo veliko stvari, da Srbija danes je drugačna, kot je bila pred 1. novembrom lani, ne. Eno je to, da so ljudje izgubili malo strah, ne, da si upajo iti na ulico povedati na glas. Drugo po mojem je, da je tukaj bil tak en zanimiv moment, ne. Vučićevi volivci, najbolj zvesti, so v resnici starši in stari starši študentov, ki so šli zdaj na ulice, ne. Tako da so bili v neki hudi dilemi. Jaz poznam ogromno ljudi, ki so mi razlagali študenti, meni so se starši odrekli, ne smem domov in take stvari. Se pravi, tudi znotraj družine je to tako grozno, da so se pripravljeni ne pogovarjati zaradi politike, ne. To je res. In jaz mislim, da problem, mi smo študente na začetku gledali pač proti Vučić in to je v resnici edino, kar jih druži, ne. Nasprotujejo Vučiću. Potem, ko pogledaš znotraj in če greš zdaj spraševati, a je bil v Srebrenici genocid, a je Kosovo res Srbija ali ni. Take stvari, ne, tukaj boš dobil celo paleto. Ampak v resnici jaz mislim, da to ni nič slabega, ne, ker če je njihov namen res pripraviti volitve in potem spremeniti to ključno zakonodajo, medijsko, tako naprej, da bomo lahko prišli do nekih pravih, oni rečejo, demokratičnih volitev, če je to res njihov edini namen, jaz mislim, da bo tudi veliko volivcev prepričanih, okej, potem pa dajmo, pa se bomo potem, ne vem, čez 1 leto ali pa čez 2 leti znova pomerili, ne. Ker mi v tej igri tudi ne vemo, kaj bo opozicija, ne. Zdaj smo prvič, v bistvu so jim študenti dali to zaušnico, ne, to, kar v bistvu ljudje že ves čas govorijo, da Vučića ne bomo volili, ampak teh pa tudi ne. In to so zdaj v bistvu študenti na nek način zelo tako razgalili, zdaj so šli korak nazaj, ne, in tudi opozicija je šla na nek način korak nazaj, mi bomo podprli, spet ne vsi, ne, ampak večina, mi bomo podprli, karkoli se bodo študenti odločili. Veva pa, ne, tudi zato, ker imamo prijatelje, da v bistvu poteka to novačenje za študentsko listo in da to izgleda zelo profesionalno, da to izgleda, ne, zaslišanje, prideš tja, te 4 sprašujejo o vseh teh stvareh, ki sem jih omenil, torej kakšno je tvoje stališče do Kosova, kakšno je tvoje stališče do republike. Skratka, ne gre tukaj, ko jih rekrutirajo, recimo, ne gre samo za to zdaj, ali si proti Vučiću ali ne. In če bodo dobro preverili vse, če bodo vedeli, kakšni ljudje bodo na njihovi listi in če bo to res nekaj nepolitičnega, se pravi, da ne bo teh starih obrazov, ki so obremenjeni z nekimi nahrbtniki, ne, ki so, kot bi oni rekli, ne, oni so kradli po svoje, Vučić krade po svoje, tako nekako povprečni volivec rekel, ne. Potem bi jaz mislim, da to lahko bilo, da bi lahko jih dovolj, mislim, da bi lahko prvič bila Vučićeva zmaga tako malo resneje ogrožena. V resnici pa mislim, da bo mogel iti to bolj počasi, ne, se pravi od kakšnega mesta, od kakšne mestne občine, zdaj vse v rokah SNS-a, ne, ampak res vse. In da bo mogel iti od spodaj navzgor, ne, in zato mislim, da to ne bo kar iz danes na jutri. Obstaja v tem gibanju, zdaj spet mogoče preveč, ampak preveč dramatično, ampak obstaja Zoran Đinđić, novi. Jaz ga v tem trenutku ne vidim, no. To mogoče tudi razloži, zakaj je toliko Zorana Đinđića, v resnici Zorana Đinđića, njegovih starih govorov v času teh študentskih protestov poslušamo, ne. Jaz mislim, da je par zelo zanimivih teh mladih opozicijskih strank, to je ta nek zeleni blok, recimo, ne. Midva sva večkrat sodelovala z Dobrico Veselinovićem, on je bil recimo kandidat opozicije za premierja. To so taki zelo mladi, moderni ljudje, ampak spet znotraj te opozicije, ne, imamo mogoče 1/3, ki je zelo proevropska, več pa ne, vse ostalo je, se pravi, imamo znotraj opozicije tudi zelo resno proruske stranke, ne, ki so šle tako daleč, da so podprle eno zahtevo študentov, ne pa ostalih 3, ne, ker pravijo, ja, mora biti vse javno, ampak to, da vi rečete, da morate biti pa oproščeni vsega, ne, se pravi, da je treba vse protestnike spustiti, ki so jih priprli, pa tudi ne more biti, ne. Če želite pravno državo, potem je treba tudi vse tiste, ki so v zaporu, procesuirati in videti, ali so krivi. Skratka,
In potem je seveda še en del, ali pa veliko vprašanje v tej opoziciji, vprašanje Kosova. Ne. Tukaj je pa v bistvu jih še manj kot proevropskih tistih, ki bi rekli, lejte, ne, poglejmo, narimo si čistega vina, ne, pejte pogledat, ne. Ko vstopite na Kosovo, najprej pokažete pasport, ko pridete tja, plačujete z evri. Včasih, ko si prišel na sever Kosova, je bilo še ogromno nekih srbskih zastav, srbski bankomati, pošta, banka in tako naprej. Tega ni več nič, ne. Tako da v bistvu je Kurti zdaj ta nek vakuum, ki se je naredil, ne, že malo pred protesti, pa potem v času protestov izkoristil v bistvu, da je, ne, drl kot reka, ne. Saj je deležen nekih sankcij, pa to, ampak jaz mislim, da se on ne sekira prav dosti zaradi tega, ker na terenu so stvari danes drugačne in jih bo težko vrniti v prejšnje stanje. Kdo bo šel zdaj srbske zastave, če jih ni več, na novo gor dati? In tudi ljudje so se v bistvu ugotovili, ne, da imajo v bistvu dva nasprotnika, enega v Prištini in enega v Beogradu, ne. Nobene pluralnosti v neki srbski skupnosti, recimo, ne. Ti imaš to srbsko listo, ki je izpostava SNS-a in oni so pa tam tisti, ki v bistvu nadzorujejo vse, ne. Ta srbski del, ne. Kaj sme, kdo, kaj ne sme, kdo bo dobil službo, kdo ne, kdo bo smel odpreti lokal, kdo ne. Ne, in včasih si ti hodil ta severna Mitrovica, to je bilo res, ne, si imel občutek, da si v Srbiji, dokler nisi prišel na to drugo stran. Zdaj je to pase, ne. Tako da, recimo Vučić tudi veliko ima svojih, tistih, ki ga podpirajo, ki pravijo, ne, ampak to, ne, je pa grozno, ne, in kaj je mogoče res Evropska unija inštalirala samo zato, da Kosovo zgubimo, ne, tako. Janja, ampak res Boštjan v familiji bolj govori? Ja, Mislim, je bolj klepetal. no, do tega se je on prijavil za dopisnika, jaz sem se pa za kamero. Meni nikoli ni bilo pač do tega, da bi se kaj preveč izpostavljala, niti novinarji, Ne, niti super sicer. sta. Tako da, ja, mogoče on res v javnosti malo več govori, ampak doma pa jaz bolj govorim, žal neuspešno. Ne preveč povedati. Ne, če vas smem tulele dodati, ne, Janja, ne, na terenih. Jaz sem tak ful diplomatski, jaz se spomnim enega incidenta in takih je bilo veliko. Midva sva bila v Makedoniji, tam v Skopju, to je bilo glih takrat po Grujevskem, skratka tako malo vse napeto, vsi so na neki s kamerami snemali že itak. In pol midva snemava nek brezvezen kader, ta stari most, in tam je bil nek človek v daljavi, ki je pucal čevlje. In jaz obrnem kamero stran, on pride do mene in začne res prav rjoveti, ne, da zbrisal posnetek, da jaz sem ga snemal, brez da bi on vedel, ne. In jaz nekaj začne, ker sem tako razmislil, da itak ne rabim tega kadra. Ja, gospod, ne, okej, bomo zbrisali. Ta, ne. Javna površina? Kdo ste vi, da boste meni govorili, da ne smem snemati? Skratka, ona je tista, ki pol, ne, balkansko, ono, nema tukaj, ne, dileme. In to je bilo kar parkrat v bistvu, ne, tako da, tiha voda globoko dere, ali kako že. Ja, Ti, polje, sej bom. Kaj te nisem slišala, kaj? Aha. verjetno bomo morali mi sicer to počasi zaključiti, čeprav imam jaz po mojem še vsaj za ene dve epizodi vprašanj. Ampak vendarle, tik preden gremo na ta zabaven del. A je Evropska unija, ali je mednarodna skupnost dovolj cinična, da bi zaradi stvari, kot so dolina Jadar, te morebitni nahajališča pač novih, kaj redkih kovin oziroma nekih naravnih, kaj je to, mineralov, ne, da bi raje videla Vučića na oblasti kot potencialno disfunkcionalno ali pa nekontrolabilno neko koalicijo demokratičnih sil. Ima kar velike apetite, ja. Jaz sicer mislim, da ne. Jaz mislim, da pa zdaj tudi enemu povprečnemu Nemcu, jaz mislim, da če bodo ustavili, bodo začasno ustavili. Ampak iz teh razlogov, kot si ti rekel, ne, zato da ne moramo zdaj mi preko litija in pozabiti se tisto, kar so nas sicer polna usta, ne, te pravne države pa to. Imaš tudi Francoze s svojimi avioni, Francoze, ki bodo gradili metro, ne. Pride Macron in ga vprašajo, ne, kaj pa uskladitev z zunanjo in varnostno politiko, in mi seveda vsi čakamo, da bo on rekel, ja, seveda se mora kandidati. Ne, to je odločitev posamezne države, je rekel, ne. Se pravi, ne, mislim, smo mi tukaj prišli na čist drug nivo, ne, tako da, to je mene zelo presenetilo, no, jaz sicer mislim, da so Nemci malo drugačni, no,
in da bo ta pritisk v bistvu jih pripeljal do tega, da bo začasno zamrznjeno, ker mi vemo, litij je že bil enkrat začasno zamrznjen, ne, zaradi notranjih protestov, ki so bili ogromni takrat se je prvič blokirali v bistvu te hude ceste, avtoceste, ne, se pravi Zagreb ni šlo, ne, več dni je bilo to zasedeno. In takrat so pač rekli, pika na projekt, ne, pol so bile pa lokalne volitve, parlamentarne volitve, vse volitve in se je ta projekt oživel, ne, tako da jaz res upam, da ne. No, mislim, jaz res upam, da ne. Po drugi strani pa poskušam v bistvu razumeti tudi ta argument, ne, imamo neko zlato pod zemljo in bi bilo škoda, da ga ne bi. Ne. Zdaj v Srbiji govorijo o nekem kvantnem preskoku, ampak potem so bila midva tam v teh dolnih Nedeljicah nesrečnih, ne, ki je v bistvu prav grozno, ne. Tam je en kup hiš, ki so pač odkupljene, zapuščene, tja ne smeš, tam bodo te neka upravna področja, ne, in potem te v bistvu obupani ljudje, ki več ne vejo, kaj bi, ki so že na ulicah par let in oni skozi govorijo, mi smo tukaj tampon med Kitajsko in ne, se pravi, nočejo Kitajci, zdaj bojo pa Evropejci nas, pa 220 kilometrov nekih rovov pod zemljo, skratka, to bi ta predel, pa ne samo ta predel, ki je poln pitne vode in tako naprej, čist devastiran, ne. In je ogromno ljudi, ki v bistvu zelo finančno lahko razložijo, zakaj bi se tukaj bolj splačalo imeti prašiče, pšenico, koruzo, ker tam vse raste, tudi kadar je suša, ne. In dajmo se mi brendirati, pa za velik denar prodajati, ne vem, naše posebne prašiče, naše ocvirke, ne vem kaj, ne. Tako v tem smislu, to je, ko bi enkrat štartal ta projekt, bi bil v tem delu Srbije tak upor, kot ga danes gledamo v Beograd, pa še vsi bi se preselili tja. Ne, ker te protesti študentski niso samo nastrešili. Te študentski protesti so jeza, ker se ni nič spremenilo, ko je bilo streljanje v osnovni šoli, streljanje naslednji dan. Nič se ni spremenilo glede litija. Skratka, en kup stvari, ki so jih pač uspeli samo študenti zelo dobro mobilizirati, ne. Študenti pa to delajo, to pa tudi moram povedati, ne, izjemno, ne. Tako da potem ti nekdo govori, kdo odzadaj organizira. Vsekakor je zelo dobra organizacija, ne, in zelo dobra uporaba teh sodobnih medijev, ne, se pravi družabna omrežja, spote delimo. To, kar danes reče Vučić, boste jutri videli, kako so študenti predelali, pojasnili, povedali resnico in tako naprej. Tako da to je kar en tak zelo utečen zdaj že stroj, no. Mladi pač uporabljajo drugačne pristope za mobilizacijo, se vidi, da so dosti bolj vešči različnih tehnologij, različnih načinov, kako sporočati, ne, tisto, kar želijo sporočati, in zaradi tega, ne, so tudi te protesti toliko uspešni, ne. Kar se tiče pa doline Jadra, če se bodo lotili te doline, jaz mislim, da bo to totalna ekološka katastrofa, večjih in širših razsežnosti, ker dejansko ne gre samo za to območje. Zaloge pitne vode so tam neverjetne in ja, gledati samo v korist kapitala absolutno ne gre. In če se že gleda v korist kapitala, potem naj se tako, da se da iztržiti iz tistega, kar imajo zdaj, čim več, iz tega, kar se vidi, da imajo čim več, ne, uničevati pa to bi bila velika škoda za Srbijo. Ne glede na to, koliko bi mogoče, ne, res finančno dobila, ampak dolgoročno gledano mislim, da sanirati posledice po takem posegu v naravo bi bilo mnogo dražje, kakor pa bi dobili. Ker v končni fazi ne gre samo za naravo, gre tudi za zdravje ljudi in pa za zdravje naslednjih generacij, ki bodo tam, če bodo tam, ne. Še to sem hotel dodati, ne, tako kot vse v Srbiji je tudi tukaj tako totalno polarizirano. Ti nimaš nekega človeka, ki bi mu zdaj zaupal, ne, on mi bo pa povedal vse dobre in vse slabe plati in potem mi bo malo bolj jasno. Ne, ti imaš prav strokovnjake, ki jih Vučić pripelje na svojo tiskovno konferenco, ki zagotavljajo, da ne, tudi če bomo solno kislino uporabljali, bo to vse varno, in potem imaš te druge, ki v bistvu ti rečejo, ne, če se to zgodi, bo malo manj zbrisana cela Srbija, ne. Nimaš pa niti medija, niti novinarjev, niti strokovnjakov, ki bi jim širša javnost na nek način zaupala, ki bi pač rekli, glejte, to je toliko pa toliko denarja, posledice bojo take pa take, mi moramo zdaj to stehtati, a imamo kakšen kompromis, pa mogoče malo v manjši meri, pa ne vem, ne, skratka, da se pogovarjamo o nekih alternativah, tam se ne, tam je črno in belo in to je to. Ja, saj, a veš, da se mi, ne vem, če je tako zelo sam srbski unikum, ker je to en trend, ki je dosti moderen pa nevaren po celem svetu, ne. Je v ZDA enako, tudi pri nas smo vse bolj ta kampizem, vsak na svoji strani in ne daj Bože, da poslušaš koga drugega, ker ti že veš, ne. Tako da, Aljaž, a gremo kar
Ful sta zanimiva. Tako da jaz bi se že prfočkala Potem, vnaprej, potem, ko če se bo- še kdaj. Ne, Ko se boste do konca super sta, vključila, ke sta moramo par, nadaljevati. res. Ne? Ja. Ampak še, Aha, tako. A to je bila šele še tako uvrstitev? zanimivo epizodo je treba na neki točki pristaviti piko in pika v metenem čaju se imenuje zanimivost. Tako da Nataša izvoli. Ja, in zanimivost je nekaj, po čemer vprašamo gosta, da z nami delita nekaj, kar se jima zdi zanimivo, kar se jima zdi, da bi mogli več ljudi vedeti. Ali pa nekaj mogoče čist, ker ne vemo, pa pač bi bilo res fajn, da vemo. To je ena taka klasika, ki se vleče že leta. Janja, želiš ti začeti? A lahko jaz dam Jani iztočnico? Ja. Okej, daj. Samo v enem stavku, da ena od bolj groznih stvari, ki se dogajajo v Srbiji, je to, da povsod srečuješ zapuščene živali. In zdaj bo Janja povedala, koliko nas je prišlo nazaj v Slovenijo. Ne prav malo, ne. Najprej sem, kakor se reče po srbsko, udomila psa. Otroci so namreč odrasli in potem imaš malo sindroma praznega gnezda, ne, nimaš nobenega razloga, zakaj bi hodil ven. In sem si obrisala psa, ne. Pogledala sem najprej 250 pasemskih psov, noben mi ni ustrezal, ker tudi nisem tip za rasne pse in sem se odločila, da bom vzela eno malo psičko iz ulice. Imela jo 8 tednov, bila je glistava, bože, pomagaj. Ja, komaj je preživela. Prvi teden sem bila 2-krat na dan po 3 ure na infuziji z njo, da so jo rešili, ker je imela parvovirus, ne. Ampak zgodba se je srečno končala, ne. Do nekega sprehoda, po 2 letih, kar smo imeli, ko sem šla mimo škatle, velike, Gorenje je gor pisalo in sam vrag me je nesel k temu, da sem jo odprla. 5 malih muc zaprtih oči. Jaz, naivna Slovenka, ne, podvržena temu, da mi rešujemo naravo, pa živali, pa vse živo, ne, sem zagrabila tisto škatlo v veri, da se, ke bom tele muce s flaška spravila čez, oziroma takrat še sploh nisem vedela, da male muce ne morejo jesti mokre hrane. Ne, poznaš psa, z mačkami nimaš izkušnje. Da jih bom potem seveda lahko tudi oddala, ne. Vseh 5 muc je preživelo. Jaz sem jih hranila na 2 do 3 ure s flaško. Grozno je bilo, ampak jaz sem bila ful ponosna, da so preživele, dokler se ni pojavil problem Bravo. zdaj s temi 5 mačkami, ne. Poleg želve pa psa je težko imeti še 5 mačk. Ja, želvo imamo tudi, mimogrede. No, in hodila sva od zavetišča do zavetišča, ponujali jih vsepovsod. Na srečo jih nobeno zavetišče ni hotelo, zaradi tega, ker razmere v srbskih zavetiščih za živali niso ravno tako prijazne, kakor mogoče se prikazujejo v javnosti ali pa kakor bi si človek mislil. No, uspela sem oddati 3 mačke. 2 naj bi ostali v Srbiji, pa je ostala samo ena. Eno je pač avto povozil, ena muca je zdaj že 3 tedne v Kanadi. 2 mački pa pač sta ostali nam, tako da vrnili smo se, 2 mački, Luška. pes, želva in ja, to je to, imamo veliko veselje. Tako da, ampak seveda Lepo. tudi zanimivost, ne. Tukaj je v Sloveniji veliko govora, kar se tiče čipiranja muc. V Srbiji je Ja. bilo to že ne vem koliko časa, ampak definitivno, ko sem jaz peljala ti 2 mački na cepljenje proti steklini, sta avtomatsko dobili tudi čip. Tako da tukaj je pa totalen avtomatizem, tako da naše mačke iz Srbije so kastrirane, čipirane, cepljene, s potnim listom, zdaj ga moramo samo še dati v slovensko verzijo in potem bomo imeli, 2 slovenski mački brez B2. Luškan, daj povej še, koliko ste jima dali ime. V pasošu sicer piše Suši pa Heri. Heri po Harry Stylesu, ker je pač hčerka si zaželela, Suši je pa meni se zdi nekako komad od njega. Kaj je že, Music for Sushi Restaurant, nekaj takega, ja. Ampak videla sva jim dala Lepo. drugo ime, partizansko, tako da eden je Šajzi, ker to je muc, ki je imel najmanjše možnosti za preživetje, ker tudi če bi ostal pri svoji mami, težko verjetno, da bi preživel, ker je bil švohotan, ni imel sesalnega refleksa. Jaz sem se tako matrala s tisto flaško, da je pozavgal. In vse male mucke so kakale na njega, tako da je bil skozi malo pokakan in iz tega je potem dobil ime Šajzi. Prav lušten muc. Potem je bil pa še ta drugi, ki pa tudi nismo vedeli, kako naj mu damo ime, pa so skozi govorili, pa ta drug. No, potem se je pa Boštjan spomnil, da ne po makedonsko je drugi, je številka 2 Tori, ne. In so mu dala ime Ftori, tako da en je
šajzi, malo nemško, O, en pa vtori, ne, kot drugi. Tako da, ja, to je ta zanimivost, ne, ki so jo prinesla iz Srbije. Ne. Joj, koliko lepo, ful lepa zgodba. Hvala, Janja, ki si delila. Ful lepo. Mislim, saj, če bi še enkrat, Hvala, Boštjan, ki si jo napeljal. Ja, ne, on je bil proti temu, da imamo kakršnokoli domačo žival. Ne, da si jo napeljal na zgodbo. Ja. No, le, jaz ne bom tako dolgo, bom povedal, da sem videl že od začetka, v bistvu ves čas vozila sabo na vseh teh terenih, pa naredila sva več 10.000 kilometrov, pasjo hrano v rukzaku, v kufru, na koncu pa sicer imela tudi potem vodo, toast in pašteto, ker sva ugotovila, da ne, ni vedno možnosti, da ješ drugačne. Pa bom povedal zanimivost v zvezi z avtomobilom, recimo, da je dvakrat crkala klima, enkrat na 42 stopinjah v Črni gori in enkrat na 40 v Tirani. Tako da, ja, ne vem, drugega si v tem trenutku zdajle. Ja, ne, mislim, verjamem, da je tega še cel kup. Nataša je šla po mojem po elektriko, ampak kukorkoli, no. Neskončna hvala, da sta si vzela čas za Met in čaj, za najine poslušalke, poslušalce in zdaj ponovem gledalke in gledalce. Jaz na ta video moment se še vedno nisem čist navadil, ampak evo, delim to pač improvizatorsko bolečino in izzive, ne, ko je treba kaj posneti. Tako da Tehnika Ja, je kriva. Ej, ful velik privilegij, da sva ju vaju lahko gostila. Ja, res. Ona je Ful enkrat, hvala, to ker je vem, večji kak- izziv. Ne, pa kakšno gužvo sta imela, pa vse, da sta uspela najti termin za naju. Tako da res hvala. Jaz sem uživala, tako da se že vnaprej prfočkam za kdaj še. No, se v živo sem malo bolj zgovorna, kot pred kamero. Ne, nisem mislila to, sorry, jaz sem tako čist nerodno zapakirala. Bolj sem hotela v smislu klepetula, da je Boštjan. Boštjana si klepetal v šoli? Ja. Jaz No, vidiš, sem prišel na evo. kanal A in je bila audicija in tam je bil Mile Vrek, ki je pač gledal čisto neke druge stvari in potem je bil še gospod Ovsec, kako me že ime? Ne vem, skratka, on je bil... Ne, ni bil Damjan Ovsec, ne vem. Zagovor je bil, skratka. In on je rekel, da je pred mano videl samo še enega novinarja, ki mu lahko rečeš, da 10 minut govori in da kar 10 minut govori. Ne. In da ob tem prihajam iz Počmarne gore, ki naj bi imela v bistvu najbolj v ušesu slovenski naglas. Skratka, rekel mi je, če ne veš, kako se kaj naglasi, reč po domače, tako kot pri vas rečete. In je to v bistvu res. Ne. Jaz v bistvu z naglasi bolj kot ne nimam nobenih problemov. In to je rekel on, da je ful redkost. In je prišel po audiciji in se mi je zahvalil, da sem prišel, tako da takrat sem bil že tako ful optimist, da bo, ne, in je podratali. Jaz sem iz območja Lepe Anke, pa sem se mogla naučiti slovensko. Bela krajina. Je Lepo, hodila na govorne kje je bila v vaje Beli in krajini? so vsi razlagali, da ima ona O. Ne, L. Nekaj, no, skratka. Ja, lajček, no, to pa je to mi z juga, pa to malo bolj razumemo, a ne? Jaz sem skočil. Ja, no, seveda, čist tam. Ja. Vi ste v bistvu bolj vezani čez, če hodite. Kaj že je tisti kraj, ki hodite, zdaj mi je ušel iz glave? Karlovac? Ne, Julijski To ja, Grad? Karlovac. Ja. Ali, bolj kakšna gremo v Ljubljano, ne gremo v Karlovac. No, ko sem No, se vsaj bilo je. preselila v Ljubljano prvič, no, kot 5-letni otrok, je bilo mečkano naporno, kar se tega tiče, ne, da nisem govorila slovensko, ne, ker sem pa govorila belokrajinsko in dejstvo je, da naša belokrajinščina bolj podobna jezikom čez Kolpo, kakor pa ne, območje Save, Krke in podobno. Da. Lej, v redu je. To so super konci. Bela krajina rocks. Najboljši, kakšni ljudje, tako da vabljeni na vinsko. Res. Zelo. Zelo. Na začetku rekel Dolenjska, zdaj vem, da to bo. Ne. Ne mešaj. Ne mešaj, tisti nima z Dolenjsko veze. Ne, to so Podgorci. Tako kot Kočevje nima, ne, da se ne bomo motili. Obstaja še manjše merilo, po Ali katerem pa se lahko kakšno zdaj notranjsko, še ne. malo razdelimo. Ne. Ja, ti si imela v LDGD Dolga vas pa Kočevje, pa ne vem kaj pa. Ja, dobro, to je pa... Janja in Boštjan, da ne bomo. najlepša hvala za vajin čas. Super Ej, bilo. ful vama hvala. Ja.
Z veseljem. Pozdrav vsem Hvala vajnim lepa, res. poslušalcem in gledalcem.